Ko slišimo ime Jeruzalem, verjetno večina ne pomisli na kraj v Sloveniji. Med vinogradi in griči Prlekije se dviga vrh z bogato zgodovino, uvito v mističnost in dobro energijo. Na hribi.net so opisane poti na Jeruzalem iz Ormoža za tiste najvzdržljivejše. V Miklavžu pri Ormožu se začne najkrajša pot. Začnete lahko tudi v Podgradju, pri Ljutomerskih ribnikih, pa v Radomerščaku in v Ivankovcih. Moje pohajkovanje se je začelo v naselju Žerovinci pri gasilskem domu. Odpravila se bom skozi Cerovec Stanka Vraza do Jeruzalema, ter se mimo zidanice Malek vrnila do izhodišča. Ojoj! Marija, to ni pohitren posnetek. No. Izbira tega vrha ni naključna. Do konca leta 2027 želim obiskati vse točke razširjene slovenske planinske poti in pridobiti častni znak. Why did the chicken cross the road? Viš? Ja, kam si reči, stanje proti. Za ta del naše čudovite deželice ni težko ugotoviti, da so pogoji idealni za vinogradništvo. Vinska trta je sicer tukaj rasla že pred Rimljani, so bili pa oni tisti, ki so prinesli kvalitetno vinsko trto. Ena najlepših vinskih cest vodi med Ljutomerjem in Ormožem preko Jeruzalema. Ime naj bi se rodilo v času, ko so Napoleonovi vojaki tukaj pokušali vino in vzklikali "Se si bon". To po francosko pomeni "to je dobro", domačini pa so to prevedli v šipon. Zdaj se nahajam v naselju Cerovec Stanka Vraza, kjer se je leta 1810 v enonadstropni kmečki hiši rodil Stanko Vraz, ilirski pesnik in zbiralec ljudskih pesmi. Bil je sodobnik Prešerna in Čopa, želel je tudi objavljati v kranjski Čbelici, vendar so ga zavrnili, ker je vztrajal v štajerskem narečju. Tukaj naj bi stal tudi vaški klopotec, ki ga navadno postavljajo pred trgatvijo, načeloma 15. avgusta, in ga po trgatvi tudi pospravijo. Klopotci so sicer poznani tudi po drugih vinorodnih območjih v Sloveniji, so pa pravi simbol Prlekije in prava kulturna dediščina tukaj. Te lesene vetrnice navadno postavljajo ob vinograde na visoke drogove, da odganjajo ptice in varujejo vinograd. V Prlekiji so navadno sestavljeni iz dveh parov vetrnic, načeloma naj bi bil pa vsak del iz drugačnega lesa. Slovenija se pa lahko pohvali tudi z največjim klopotcem na svetu, ki je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov od leta 2014. Premer vetrnic je znašal 20,58 metrov,
Tehtala je pa skoraj 1 tono. Nahaja se v naselju Hermanci v Miklavžu pri Ormožu. Je pa za lanski božič že 5. padla zaradi vetra, tokrat se je prav zlomila. In ko sem tam snemala, je vinograd ravno obdelovala žena tega gospoda, ki je zasnoval vetrnico, in je rekla, da bodo obnovili. Mimo teh krajev so se s pohodov v Sveto deželo vračali križarji in romarji. V 13. stoletju je Friderik Ptujski ozemlje podaril viteškemu redu križarjev in od tod naj bi izviralo ime. Po eni od legend naj bi križarje tako prevzela lepota pokrajine, dobro vino, prijazni domačini, lepe ženske, da so ozemlje kar poimenovali za svojo sveto deželo. Po drugi legendi naj bi en izmed križarjev močno zbolel tukaj in se zaobljubil, da če ozdravi, bo v kapelico na Jeruzalemu prinesel sveto podobo iz svete dežele. In ko je ozdravel, je obljubo držal, v takratno kapelico prinesel sliko žalostne Matere Božje, katere kopija pa je še danes v cerkvi. Zgodba drugega imena, pod katerim so domačini poznali grič, pa je najbolj junaška. In sicer naj bi tukaj leta 1664 pogumne prleške ženske pregnale turško četo, ko se je vračala iz bitke pri Monoštru. Tako da je kraj postal simbol junaštva in odločnosti. Grič pa so poimenovali Babji klanec. Vremenska postaja, Pažik. V središču griča danes stoji cerkev žalostne Matere Božje. Prvotno so križarji tukaj postavili kapelico, v katero so v 13. stoletju prinesli sliko žalostne Matere Božje. V 17. stoletju pa je v teh krajih morila kuga.
Takrat sta se zakonca in upravljalca Gornjeradgonskega gradu zaprisegla, da če kugo preživita, tukaj postavita cerkev. Obljubo sta držala in na mestu kapele leta 1652 postavila cerkev. Med gradnjo cerkve je bila prvotna slika iz Jeruzalema, pravega Jeruzalema, ukradena. Kopijo pa naj bi naredil nek prleški domačin. Pravi ključ. Cerkev ima 4 oltarje. Slika žalostne Matere Božje skriva marsikaj, med prvimi simbolizmi pa pade v oči oblika tretjega obraza v Marijini ruti. Ti trije obrazi naj bi predstavljali naše rojstvo, življenje in smrt. V Jeruzalemu je ta slika, ja. Pa menda je to edina kopija, ne, v svetu. Ja, edina, ja. Anina kapela je prizidek cerkve in hkrati vhod v cerkev. Anina kapela in orgle pa so iz 18. stoletja. Zvon želja izpolni vse želje, še zlasti in takoj tiste, ki so povezane z vinom, ostale pa, ko se vrnemo nazaj. Ob cerkvi stoji dvorec Jeruzalem, ki je danes butični hotel in ima urejen botanični vrt. Tukaj po cesti naprej, mimo malega Brebrovnika, pa ob cesti stoji mogočen pravi kostanj izrednih dimenzij. Imenuje ga tudi turški kostanj in je označen kot naravna vrednota državnega pomena. No, mimogrede, reče se zidanica Malek, ne Malek. Pot nazaj bo za voljo krožne poti vodila mimo zidanice Malek. Ta zgradba je že pred več kot 350 leti služila predelavi grozdja in vina. Zidanica Malek. Začnemo z degustacijo. Sredi polja je kapelica. Jeruzalem je 342 metrov visok grič v Prlekiji. V knjižici Planinske zveze Slovenije pa je razporejen pod severovzhodno Slovenijo. Vrh sicer spada v občino Ljutomer, nekaj izhodišč, vključno z mojim, pa je iz občine Ormož. Pa se meni žig bližje častnemu znaku razširjene slovenske planinske poti. Vabim vas, da se mi pridružite na začrtani poti, spremljate moj napredek, vam pa želim varen korak.